Kot vidite, je tukaj ogromno enih kolektivov zbranih. Tu pred vami stojijo okvirno z izjemo International Gatheringa Ljubljana. Pa mi smo ŠDL. Pa mi smo ŠDL, torej mi smo študentski domovi Ljubljana. Praktično vsi kolektivi, ki so skupaj organizirali to alternativno pracovanje. Zdaj, ta okrogla miza je pa kot nekakšen predstavitveni dogodek in hkrati tudi služi za neko osnovno refleksijo, čemu sploh služi alternativno pracovanje, če pracovanje jemljemo kot vstopanje v nek študentski prostor. Zdaj, glavno vprašanje, ki se tukaj pojavlja, je, kdo zdaj določa ta prostor, kdo ga mapira in kaj je zdaj konvencionalno, če se to deklarira za alternativno. In kdo so zdaj ti alternativni kolektivi, ki naj bi gradili nek drugačen model študentskega organiziranja. Zdaj za začetek, da ne bom jaz samo našteval imen, ker jih je enostavno preveč, bi mogoče kar začeli z neko kratko predstavitvijo vsakega govorca oziroma govorke posebej in kolektiva, ki ga tukaj predstavlja. Mogoče začnemo kar na koncu. Na našem koncu? Ja, pa še tole, če to sem podal. Živijo. Poimensko se verjetno ni treba predstavljati, ampak mi smo v študentski skupnostni vrtovi Mestni Log in Rožna dolina. In naši vrtovi so v bistvu pod nastavno pobudo študentov in je odprt javni prostor, ki je pač namenjen kreativnosti in ustvarjanju in druženju, predvsem pa nekako alternativnemu načinu pridelovanja hrane. Čeprav, da si lahko samo odvisen pač s tem in si pač nekako finančna bremena si precej olajšaš s tem, ko pač si sam prideluješ hrane. Pa mogoče bi še izpostavil, da se nekako navezujemo na permakulturo, pa poskušamo pač tudi v okviru permakulture se mi organizirati, pač kak je naš učinek na okolje, kako pač mi delujemo, pa neke stvari, ki jih spodbujamo, so pač naša samoiniciativnost, da se pač mi sami organiziramo, pa da delujemo kot neka skupnost, da smo pač med sabo tudi povezani in pač delujemo kot neka celotna neka skupnost. Je pa pač... Samo eno pa vprašanje, če mogoče razložiš izraz permakulture. Ja, permakultura je, ne vem, verjetno ste že čuli za permakulturo, drugače pa pač ponavadi dosti zmede, pač kaj permakultura sploh je. No, v bistvu gre za nek način etičnega načrtovanja, ki temelji na pač nekih etikah, pač pa za mene so pri permakulturi najbolj pomembne dve stvari. Eno so pač etike pa načela, ki v bistvu so neko sito oziroma pač neko usmeritev, da pač ne škodujemo ljudem, da se zavestno odločimo, da ne škodujemo ljudem, pa ne škodujemo okolju, ampak v bistvu oboje spodbujamo in pač poskušamo delovati konstruktivno. Druga pač pomembna stvar mi je pa pač načrtovalski proces, oziroma kako se pač lotiti nekega izziva, ki ga vidimo, kako ga pač opazovati, analizirati, načrtovati, potem izvedeti neko rešitev in v bistvu pa se spet pač gre za neko krožno načrtovanje oziroma pač upravljanje z dinamičnimi sistemi, kako bi rekel. Recimo, to je to, kar bi Jaz sem iz Drogarta, to je nevladna organizacija, ukvarjamo se z zmanjševanjem škode na področju uporabe alkohola in pač ostalih drog. Zdaj večina mladih nas pozna po našem terenskem delu, ker naš namen je v bistvu delamo med folkom in s folkom. V bistvu pa izhajamo iz koncepta zmanjševanja škode, pač imamo klasičen preventiven program. Zakaj v bistvu iz koncepta zmanjševanja škode? Zaradi tega, ker nekako predpostavljamo, da del populacije pač bo uporabljal droge, in da ni dovolj, da se dela predvsem na neki preventivi. V bistvu naš namen je osveščanje folka o tem, kako naj če že uporablja droge, kako naj jih uporablja na manj tvegan način. Imamo v združenju Drogart dva programa, en je Pleši z glavo. Na tem programu v bistvu delamo večinoma v ambasadi, pa po raznih partijih z elektronsko glasbo, pa še kje druge, pa če nas povabijo. Ali pa še drug program je pa Izberi sam, to je pa specializiran za alkohol in predvsem pa za mlajšo populacijo, večinoma navijaških žurih, ki so pa rizični, ki pač mlajši uporabniki nimajo še pač toliko izkušenj in potem je tudi pač
bolj pomembno, da se jih osvešča. Pa bi mogoče povedala še to, da pač naši prostori so na Prečni 6 v centru Ljubljane. Tja lahko pridete tudi vsak delovnik, kupiti kakšen tester, če želite testirati, tudi po kakšen nasvet, imamo tudi svetovalnico, če se kdaj pri uporabi drog pojavijo kakšne težave ali pa pač ne vem, da kdo ne ve kako naprej, pa da bi mogoče rad malo zmanjšal uporabo, tudi lahko pride do nas in pač po svetovalnici je vsak dobrodošel. V bistvu najbolj pomembna vrednota na Drogartu je ena od najbolj pomembnih na Drogartu je v bistvu spoštovanje in v bistvu vse uporabnike tretiramo enako, pač ne glede na spolno usmerjenost, raso, pač nima veze. Vsi so dobrodošli, tako da imamo tudi v bistvu spletno stranino, tako da če želite, lahko se pozanimate na spletu ali pa nas obiščete tudi v centru Ljubljane v naših prostorih. Drugače pa, če boste še kaj žurati, hodili se bomo pa zihar kaj zunaj srečati. Zdravo, jaz sem Jan, danes sem tukaj zastopnik kulturnega portala Koridor kritične umetnosti. Če pač naše to dolgo ime nakaže, se ukvarjamo s področjem umetnosti, natančneje z recenziranjem aktualnih umetniških dogodkov in del. Obenem smo tudi nek kulturno-umetniški informacijski center. Naš glavni namen pa je v osnovi biti valilnica mladih kritikov, novinarjev oziroma piscev, skratka prostor, kjer lahko kjer v bistvu lahko delaš prve recenzijske korake in si privoščiš. Lep pozdrav, jaz sem tukaj kot predstavnik Inštituta za delavske študije. Mi smo organizacija, ki se više manje bavi z političnim izobraževanjem iz področja leve politične teorije, marksizma in sorodnih zadev. Tekom leta organiziramo večje število predavanj, okroglih miz, simpozijev, konferenc, branih seminarjev in podobnih reči. Dodatne informacije o nas lahko najdete na strani www.delavske-studije.si. Okay, hvala. Obenem bi vas na nek način se ukvarjamo v večji ali manjši meri z večino tem, ki jih pokrivajo tudi preostali kolegi tukaj za to mizo. Imeli smo že simpozije na temo umetnosti, na temo, kmalu bomo pričeli z bravnim seminarjem o politični ekonomiji okoljskih tem. Naš glavni dogodek pa je prvomajska šola, ki se zgodi zadnji teden v aprilu, na katerega ste vsi seveda ljubno vabljeni. To je večja konferenca, na katero pritegnemo pač teoretike iz celega sveta. Nekaj informacij lahko najdete zunaj na tej mizi z vsem tem materialom. Sicer pa mislim, da več najbolj prepuščeno za kasnejšo debato. Izvoli Mojca. Zdravo, rekel je sem Mojca, sem kot predstavnica študentske Iskre danes tukaj. Iskra je študentska organizacija, mi se ukvarjamo s študentskim organiziranjem, predvsem s kritiko študentske organizacije Univerze v Ljubljani, pa tudi z zelo aktivnim poskušanjem večjih sprememb na tej naši študentski stanovski organizaciji. Predvsem se borimo za povečanje demokratičnosti in transparentnosti te organizacije. Vse kot študenti in študentke boste videli, no, verjetno ne boste in to je tudi eden izmed problemov, ker verjetno ne boste niti prišli v stik s to organizacijo, ampak ne bo še bolj, kakor čas za kako besedo več o temu. Gre se tudi zavzemamo za kakovostno in vsem dostopno visoko šolstvo. Poleg tega smo pa aktivni še na marsikaterem drugem področju. Člani in članice Iskre smo aktivni preko delovnih odborov. Trenutno imamo aktivne delovne odbore za feminizem, za okoljevarstvo, za širitev in povezovanje, za izobraževanje, za študentsko organiziranje, za PR. Ta odbor se v bistvu ukvarja za neko lastno medijsko produkcijo. Vzpostavlja se spet novo odbor za izobraževanje, tako za interno, se pravi za člane in članice organizacije, kot tudi za zunanje, da se organizirajo razne dogodki. Tako da ja, mogoče to na hitro, pa bi kar predala besedo. Zdravo, jaz sem Želimir, prihajam sindikatu Mladi Plus. Smo sindikat za študente, dijake in mlade brezposelne.
Torej, pač naš namen je sindikalno organiziranje in učevanje rabo teh ciljnih skupin. Predvsem se ogovarjamo s področjem, kot je študentsko delo, področje pripravništva, vajeništva in pa predvsem tudi delamo z mladimi prekarci, kot so mladi brezposelni, ki opravljajo dela prek avtorskih podjemnih pogodb. Zdaj dejansko smo mi nekako ujeti med to tradicionalno sindikalnim delovanjem in pa bolj alternativnim. Torej smo mogoče tisti sindikat, ki vedno teži odločevalcem, ki smo najbolj glasni in pač ki smo trn v peti tudi naši trenutni vladi. Delujemo predvsem tudi na zelo formalni ravni v številnih delovnih skupinah, ki pač ponovadi uničujejo dušo, ampak ok, pustimo stati. Hkrati nas velikrat lahko tudi najdete na terenu, na številnih protestih. Mogoče poleg teh tradicionalnih sindikalnih tem, ki jih mogoče lahko zasedite enostavno in odpiramo tudi nove teme, kot je na primer prostotrgovinski sporazumi, zelena ekonomija, zelena delovna mesta. Mi smo tudi aktivni v kampanji za sprejemo zakon o družinski zvezi. Potem tudi mogoče, kar je osrednji, kor našega dela je predvsem naslavljanje dostojnega dela in pa predvsem pomen dostojnega dela, dostojnih zaposlitev in pa zmanjšanju prekarizacije, kot pa je prisotna. Hvala. Živijo, jaz sem Matija Janic, Radio Študent, predstavljam Radio Študent, ki je najstarejši avtonomni študentski radio v Evropi in pa ostale zadeve, ki ste jih sigurno slišali že stokrat, tako da bi verjetno ni treba pač naštevati, ukvarjamo se pa še vem, kar pač pogobe, pač ne vem, imena pač v številnih redakcij, pač vsem pod politiko, kulturo, glasbo, znanostjo in tako naprej. Zdaj mogoče pač neka točka, ki bi zdaj lahko pač izpostavil, ker povabila za naprej. Trenutno se pač, ne vem, še traja razpis za audicije, mislim, kaj do konca meseca. Audicije bojo v januarju, pač ste vabljeni, da se pač prijavite, pošljete mail in tako dalje. Zdaj pač vloga Radio Študent v slovenskem prostoru. Pač načeloma o tem težko govoriti, zaradi tega, ker je pač, ne vem, področje, ki ga Radio Študent obravnava, pač tako raznovrstno, da se ga pač ne da dati kot nek skupen imenovanje. So v njem pač akteri, ki imajo pač neka različna stališča, kjer pač nekega poenotenja ni, mogoče pa sam pač v okviru z neko pač, ne vem, slovensko pač politično sceno, bi se pač lahko nekaj pač omenil določene akcije, kot je pa pač zbiranje podpisov proti militarizaciji, pa razno pač politično komentatorstvo, ki se je pač, ne vem, mogoče zdaj kaj zadnje čase pač, ne vem, glede na Levico, pač ne vem, kakšno leto, pač ne vem, dvijati, pač mi predstavljali pač neko alternativo, pač ne vem, tipično razumelo, ki je pač politiki v Sloveniji. Zdravo, sem Klemen iz Stanovanjske zadruge Zadrugator. Naše delo je večinoma zdaj na začetku kritična analiza stanovanjskega področja v Sloveniji in oblikovanje alternativ. Če izhajamo iz naše osebne pozicije, ki je sledeča po zaključku študija, ko nehamo najemati, ko izgubimo štipendije in ko izgubimo študentski status mesta v študentskih domovih, smo večinoma prisiljeni ali se vrniti domov k staršem, kar je seveda izbira, ki si jo zelo želimo. Potem B, najemanje na najemnem trgu v Ljubljani, ki je, kot ga verjetno zelo veliko od nas pozna, večinoma črno, neformalno, z dragimi najemnimi in neugodnimi pogoji. Ali C, postati lastniki, ki pa je z našimi prekernimi zaposlitvami, kot sindikata Mladih plus vejo, preprosto nemogoče ga doseči. In zaradi tega smo se začeli razmišljati o stanovanjskem zadružništvu, ki je v tujini zelo razširjeno, v Sloveniji je obstajalo v medvojnih letih, deloma tudi v socializmu, potem pa je v tranziciji in v Sloveniji popolnoma izginilo. Na kratko pomeni to zadružništvo temelji na združevanju posameznikov, s čimer okrepijo lastno moč delovanja, zmožnost delovanja. Na kratko na stanovanjskem področju pomeni sposobnost, da vzameš kredit in kolektivno kupiš hišo. Tako da naše delo je, da oblikujemo model, kako bivati, ki bi šel onkraj lastništva in onkraj najemništva, s skupnim lastništvom, z nekim sobivanjem, kjer bi si skupaj delili določene prostore, določene
gospodinjske dejavnosti, recimo da pa tudi orodja, kakorkoli. Več bom verjetno lahko še pol kasneje povedal. Ena stvar, ki bi pa zdaj omenil, za tiste, ko ne poznate to, mislim, za tiste, ki ne poznate stanovanjskega zadružništva, organiziramo 27. oktobra, se pravi konec meseca, konferenco, na kateri bodo spregovorili člani stanovanjskih zadrug iz Nemčije, Švice in Avstrije, bodo predstavili njihove modele in nadalje je cilj, da te modele prenesemo v Slovenijo. Čau, jaz sem Matej iz Modrega kota, to je plac tukaj. Tudi nismo formalizirani na kakršenkoli način. V bistvu smo prostor za začetek, dejavnosti, ki jih nekako furamo, pa neka področja, ki se jih lotevamo, so od filozofije, politike, poezije, umetnosti, vizualnih umetnosti, gledališča, pa tudi plesov, navezavi s cirkusarno, ki je v sosednjem prostoru. Mislim pa tudi ogromno nekih drugih prostorov, ki jih je v Rogu, ki zdaj se tukaj ne predstavljajo, ampak ki obratujejo tudi veliko več in iščejo nove ljudi za dejavnosti, ki bi jih furali ali pa del katerih bi te ljudje bili. Druga stvar je nekako pomembna pri nas, da smo prostor in da nismo nekako se ne gremo teh nekih identitetnih politik, razumeti. Se pravi, kako se srečujejo vse neke te iniciative na nekem prostoru, ki je v bistvu je samo infrastrukturno zgrajen in potem ga pa znotraj tega, kako ga deluješ, da nekako gledaš, kako prostor vpliva na tvojo misel, na tvoje delovanje in ga tudi temu primerno spreminjaš, pa pride seveda s tem še neko celotno to preizpraševanje tega, kaj je osebno, kaj je politično, kaj je prijateljstvo, kaj je javni govor in te podobne reči in se pač igramo z nekimi različnimi življenjskimi praksami. Pa če bi prostopali, sam pridite na šank, pol na pivo, pa dajte mail, pa lahko skoraj že organizirate dan. Jaz sem sam pozabila, bi še tleh skočila, sem pozabila povedati. Z Iskro bomo konec oktobra organizirali uvodne srečanja za ljudi, ki bi pač mogoče zanimala priključitev v naši organizaciji. Tako da, če bi vas kaj tazga zanimali, dajte nas na Facebooku polajkati, ko bo itak objavljeno. Lahko nam tudi pišete na info@studentska-iskra.org. Samo to. Se mogoče za te vabila na dejavnosti in na pridružitev imamo še čez res. Zdaj, uvodnih predstavitev, torej, ko vsak kolektiv nekako pokriva neko podkategorijo študentskega prostora, torej srečali smo se z vprašanji bivanjske problematike, alternativne teorije, politike, umetnosti, medijske produkcije, pridelave hrane in odnosa do drog, do dela. Skratka, nekaj, kar vse povezuje, je vprašanje, kaj je zdaj ta alternativa, proti čemu se gradi, kdo je ta alternativni študent in zakaj so ti kolektivi alternativni poleg tega, da brucovanje organizirajo v Rogu in ne v Topu oziroma Cirkusu. In če zdaj pač dvignemo to na neko abstraktno raven in začnemo kot neko diskusijo, prav to vprašanje, na kakšen način zdaj pač gradite alternativo in proti čemu in zakaj je to, kar počnete pravzaprav alternativno. Pa mogoče začnemo z Iskro, glede na to, da je alternativno samoorganiziranje stvar politike. Zdaj ne vem, koliko ste že nekaj stikov z Iskro v preteklosti. Za naše največje akcije so bile, kot sem že uvodoma povedala, povezane predvsem študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Zdaj, zakaj? Mislim, mi smo študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, zato smo preko analize samega delovanja te organizacije, smo v bistvu spoznali, da ta organizacija nekako bi lahko rekli ne služi svojemu namenu. Zdaj, ne vem, verjetno, če veste, ali pa boste zdaj izvedeli, če ste vpisani na Univerzo v Ljubljani, ste avtomatsko včlanjeni v to organizacijo. Poleg tega se organizacija financira direktno od študentskega dela, 3,8% od vsake napotnice študentske gre študentski organizaciji. In pač ta študentska organizacija bi naj zastopala interese študentov. Naj bi se napram državi borila za vsem dostopno kakovostno visoko šolstvo, za obdržati vse študentske pravice, ki jih imamo, ki jih tudi vedno manj in tako naprej. In
tudi naj bi bila neka platforma za študente in študentke, da so lahko aktivni, da imajo tudi, mislim, tudi organizacije obštudijskih dejavnosti in tako naprej. In kaj trenutno ta študentska organizacija počne, je v bistvu dobro na nivoju boja za visoko šolstvo in pa pravice. Lahko sem pač skozi njihovo preteklost, skozi zadnjih nekaj let rečemo, da tega dela ne upravljajo najboljše. Mislim, da lahko rekli, da je zelo slabo, so tudi zagovarjali zakon, ki je na nek način vplival šolnine. In kar se tiče obštudijskih dejavnosti, da organizirajo predvsem komercialne dejavnosti. In tukaj mi vidimo problem v bistvu predvsem v tem, ker so vse te dejavnosti študentom in študentkom tako že dostopne na trgu. Tudi če ne bi bila študentska organizacija, bi imeli komercialne žure. Tako da v bistvu je pa študentska organizacija kot taka, z vsemi sredstvi, infrastrukturo, ki jih ima, s članstvom in tako naprej, v bistvu jo vidimo kot super platformo za mlade ljudi, da bi se lahko začeli organizirati. Ker če tudi vzamemo v zakup svet, v katerem trenutno živimo, v tem času grozne krize, tako kot smo tudi tukaj vse, zato smo tukaj vsi ti kolektivi, ni stanovanj, ni službe, ki so pekarne in tako naprej. In vidimo v študentski organizaciji v bistvu eno platformo, ki bi lahko združila študente in študentke v nekem boju za boljšo prihodnost za vse nas. Bi se pa mogla ta organizacija seveda korenito spremeniti, tako kot sem tudi že na začetku rekla, za začetek postati bolj demokratična, transparentna. Recimo za vsako pogodbo, do katere smo hteli priti, smo se mogli zelo potruditi, o kakšnih pogodbah za zaposlitvah in tako naprej. Niso javni ti dokumenti, tako da javno da bi bila organizacija služila nekemu namenu, ki ga mi vidimo, da bi ga mogla imeti, bi se mogla zelo korenito spremeniti. Tukaj sem pač rekel že prej, na Radiu Študent vlada določena heterogenost, zaradi tega bi bilo govoriti o tem v nekem enotnem sovražniku, proti katerem je Radio Študent usmerjen kratko, malo predrešeno. Zdaj, to ni zgolj stvar tega, da imamo 5 redakcij, ker se vsaka ustvarja neko svojo temo. Gre tudi za to, da je večina redakcij kot takih notranjih razklanih, ni nekega enotnega stališča. Zdaj, izjema bi mogoče bila univerza, ki v bistvu se ukvarja z istimi zadevami, ki jih je prej kolegica močno povedala, glavno tudi ljudje prihajajo iz Iskre, če smo čisto iskreni. Zdaj, kar se tiče ostalega, že prej sem omenil sem zbiranje podpisov proti zakonu, ni bil naslovljen zakon o militarizaciji, to bi se slišal preveč kulen, proti militarizaciji, proti noveli zakona o obrambi, potem pa čisto različne zadeve, kot sem že prej tudi omenil, mogoče neka zadeva, ki je bila realno, ki je bila neka novost oziroma alternativa, če smo pogledali slovenski prostor, je bilo komentiranje politike, kjer se je začela družiti neka filozofska refleksija z striktno političnim komentarjem, ki so ustvarjale določene kombinacije. To mogoče bolj, ker ne morem predstavljati tukaj celoten Radio Študent, zaradi tega, ker sem želel, ker je stvar preveč razprašena, preveč heterogena, da bi lahko kakorkoli govoril, kar smo imeli vse. Mislim, da neko novost, ki jo je Radio Študent prispeval v zadnjem letu, dveh, je bilo preprosto to, da se na določene pojave politične pogledali z drugega zornega kota. Se pravi, da se je pokazalo, mogoče na določene sovisnosti, ki so tako ne desnico kot levico, da se je pokazalo na iste tipe argumentacij, ki so se stekali ven, naprimer 3 levici, ki so bili enaki, kot jih je formirala desnica kot taka. Tukaj naprimer je nek tak bum, naprimer Kaluža, govornik za ljudi, ker ne vem, če tukaj zdaj, ampak njegov prispevek, kaj že, white trash, kanček resnice, radikalne desnice. To je naprimer, mislim, da je predstavljal nek predboj, ki se je neka komentatura oziroma neka analiza na RŠ-u lahko začela izvajati in predstavljala mogoče alternativo slovenske politične in drugačne teoretske prostoru. Torej, kaj bi bilo, če povzamemo razlog, zakaj bi nek študent raje šel na Radio Študent, pa recimo na nek resen medij, ki je rekel, Val 202, Dnevnik, zdaj preveč poimensko gre natančno, ampak kaj torej Radio Študent tukaj omogoča, neki drugi mediji, ki dajo boljše honorarje? Ja, mislim, definitivno je, da razplače, to je doma, Bogič.
Ja, ne vem, mogoče, da je pač uredniška politika ful bolj naivna, da se lahko privoščiš ful več kiksov, oziroma pač ful več svobode, ki se pač začne tolerirati, tudi če pač greš občasno čez določene meje. To je bil pač nek tak čisto prvi pragmatičen razlog. Drug je, da je na nek način vseeno, tukaj se sliši to pač ne vem, ideološko, pač ne vem in tako naprej. Je pač neka lepa pač vstopna točka, pač spet pragmatično rečeno za nek prostor, bolj pač intelektualno, nek aktivističen, kakršen koli že. Če pač te zanimajo pač neke alternativne teme, ki se jih mogoče pač ne vem, oziroma takole povzihar, na nekih mainstream medijih ne bo obravnaval, je to, ker če bi želel pisati res nekaj specifičen, ker ti pač nek urednik ne bo pač striktno diktiral teme, ki boš mogel obravnavati na podlagi pač aktualnosti dogodkov, pač ne radiš, ne pravno. Mogoče zdaj smiselno dati besedo še predstavnikom IDŠ in koridorja, da se šala distancirate od te RŠ produkcije. Zakaj je sploh smiselno, če se gleda Ne, kot ste verjetno lahko že opazili, oziroma mogoče niste, je osebe za to mizo predstavljajo organizacije, ki so med sabo v precej incestuoznem odnosu. Skratka, veliko članov programskega odbora Inštituta za delavske študije, med njimi tudi jaz, so sodelavci Radia Študent. Izkraši včasih. In tudi bivši izkraši in podobno. Kaj je bilo tvoje vprašanje sploh? Ne piše ravno obratno kot si, se pravi, da samo pretendiramo, da smo različni kolektivi, pa smo v bistvu vsi na iskri, ampak... Ti pa že poslušuješ, pa če tam nisem več s tem. Ne, se kecam. Ampak pač o čem je za neka distinkcija za IDŠ? Kaj je zdaj partikularnost, kar IDŠ počne kot alternativni teoretski prostor? Partikularnost. Mislim zdaj, da prejmo do partikularnosti naše najprej treba pač omeniti eno splošnost, ki je tukaj cel čas visela v zraku, pa mogoče ni bila na glas izrečena, no bom jaz na glas izrekel, ne. Večinoma smo tukaj kolektivi, katerih prepričanje je v pomanjkanju boljše besede antikapitalistično, ne. To velja tako za kolege anarhiste tam, tako za zadrugator, kot, no, in tako naprej. Mi smo mogoče v temu najbolj eksplicitni, zaradi tega, ker se Inštitut za delavske študije ukvarja z vsebinami, ki teoretsko in politično izhajajo iz dediščine marksizma. Kar je specifičnost naše perspektive, da smo mogoče bolj arogantni pa vzvišeni. Bravo! To je samo refleksija. Upravičeno. No, skratka, za razliko od ostalih kolektivov, je naša dejavnost v dobršni, precejšnji, večji meri izobraževalne narave, refleksijske narave in podobno. Skratka, seže od nekih bolj konkretnih političnih analiz, ki sledijo iz svetih knjig, ki jih beremo, in pač segajo do nekih precej abstraktnih, tudi filozofskih, politično-ekonomskih in podobnih tem, s katerimi se lotevamo analize umetnosti, ekologije, socialne strukture uporabnikov različnih vrst droge, če se navežem tukaj na kolege iz Drogarta in podobnih zadev. Sicer pa, kar je bila posebnost IDŠ-a, je, da naše analize v glavnem temeljijo na temu, da tisto, kar je prvo pri kakršnikoli politični analizi, je politekonomska analiza. Skratka, nemogoče je kakršenkoli proces misliti izven, grobo rečeno seveda, temeljne družbe ureditve, v kateri živimo, in ta temeljna družba ureditev, v kateri živimo, je kapitalizem. Zdaj mogoče bi teoretično slišati v tem prostoru, ampak naše alternative ne gradimo neke politične aktivacije, torej da bi politično umetnost postavila na piedestal, ampak na dva drugačna načina. Torej na ravni produkcije, skratka pri nas zadeve
v medijskem prostoru slovenskem, ali tudi globalnem, je tako, da grejo od zgoraj in navzdol. Naloge v našem mediju je to veliko bolj porazdeljeno. Veliko je komunikacije med pisci in med uredniki, kaj se bo delalo in kako se bo delalo. In potem na drugi strani pa na ravni prakse oziroma diskurza. Značilno je za slovenski prostor, da je veliko servilnosti, veliko PR-a, veliko prepredenosti z oglaševanjem. Mi se poskušamo od tega distancirati in že na ta način v bistvu pokazati, da smo alternativa nekemu slovenskemu medijskemu prostoru. Potem bi mogoče besedo še predal dvema mlajšima kolektivoma, če tako lahko rečem, se pravi sindikatu Mladi Plus in Zadrugatorjev. Imate mogoče še najbolj sveže v spominu nek razlog, zakaj je bilo potrebno prav na tem področju nek nov kolektiv, ki bo prezentiral alternativo. Mogoče tako za začetek, sindikat Mladi Plus je in ni alternativen. Ni alternativen v tem smislu, da smo vpeti v neke že obstoječe organizacijske strukture in pa predvsem vidika v okviru tradicionalnega sindikalnega delovanja. Alternativen je bil predvsem z tega, kar je zelo pomembno, da izpostavim je, da sindikat Mladi Plus je nastal iz samega protesta in upor proti malemu delu. Se pravi, na tej točki, ko so vsi skupaj stopili, ko so tako mladi kot sindikati stopili skupaj, da se oprejo temu zakonu o malem delu, smo prišli dejansko do ugotovitve, da manjka oziroma da so mladi velikokrat pozabili na to dela. Študenti, dijaki, mladi brezposelni dejansko se nekje izgubijo na tem trgu dela v brezposelnosti in dejansko noben jih ne popolnoma zagovarja in ne zagovarja njihove stališča, ne postavlja njihove probleme in ne ponuja nobene podpore. Predvsem mogoče smo tudi alternativa v tem smislu, da nasprotujemo sami tendenci oziroma spremembam, ki opažamo v družbi, predvsem v smislu fleksibilizacije in liberalizacije trga dela. Torej smo tisti, ki temu nasprotujemo, ki še vedno vztrajamo pri naših zahtevah, da želimo držati dostojne dela, dostojne zaposlitve in tudi nam mladim in tudi bodočim generacijam, da zagotovimo dostojne službe, ki nam bodo omogočili nekako dostojno življenje in preživetje in s tem tudi seveda povezano osamosvojitev in pa tudi dostojno življenje v starosti naprej. Čemu smo mi alternativa, je mogoče bilo najboljše odgovoriti, da smo alternativa ničemu, zaradi tega, ker stanovanjska politika in stanovanjsko področje niti analiz ne obstaja, kaj šele, da bi obstajala politika, kaj šele, da bi obstajala na nek način državni interes na tem področju. Država se je po tranziciji socializma z odprodajo družbenih stanovanj, ne vem, če veste, v socializmu je 30% Slovencev živelo v najemniških stanovanjih, 70% Slovencev si je želelo živeti v najemniških stanovanjih. Danes smo v situaciji 25 let po tranziciji, v kateri je več kot 90% ljudi lastnikov države, ne posega na stanovanjsko področje. Na stanovanjskem področju vsak želi postati lastnik, najlažji način, da to je, da si zgradi svojo hišo na parceli, ki jo je podedoval od babice s pomočjo dela sosedov. In tako da, če mislimo, da smo alternativa neki instituciji, organizaciji, kot ima, ne vem, za Inštitut delavske študije, mogoče so alternativa Vizijo inštitutu, mi nimamo na drugi strani nekega nasprotnika in nimamo nekega tega projekt kontra boja institucionalnega, kar smo mi na nek način, kako smo se lotili, je, da želimo zgraditi v tem vakumu stanovanjskega področja nek nov način bivanja in to počnemo na način in kritične analize in incestuoznega sodelovanja z državnimi institucijami. Smo v zelo dobrih stikih z državnim stanovanjskim skladom, z Ministrstvom za okolje in prostor in poskušamo znotraj teh institucij, ki imajo moč, ki imajo tudi mogoče neke želje poseči na to področje, zgraditi drugačen način bivanja. Toliko mogoče. Sam to, za tiste, ki ne veste, kdo so Vizijo inštitut, katerim alternativa smo mi, to je fundacija, ki financirajo ameriški
kmečki republikanci pa se zavzemajo za proste trge, čim manj regulacij okoljskih in podobno. Večinoma so več ali manj douchebagi, pri 22 začnejo nositi kravato in tako naprej. Tem smo alternativa. V navezavi na te douchebage, ki pri 22 letih začenjajo nositi kravate, zdaj najbrž vsi, ki ste tukaj na faksu, poznate ta študentska društva, ki takoj že prvi dan napadajo z boni za kavo in z najbolj poceni žuri. In mogoče bi o tem povprašal še dva kolektiva na koncu vrste, ki ste bili za zdaj malo zanemarjena. Torej, če naša osnovna pravica kot študente je pravica do žura in pravica do študentskih bonov, kjer imamo organizirano prehrano, kot bi rekli ti študentski funkcionarji, čemu zdaj vi komplicirate? Sam res. Ja, v bistvu študentski skupnostni vrtovi so nastali zaradi nekega takega impulza, zato ker smo, ne vem, ljudje, ki smo se lotili tega projekta, čisto samoiniciativno smo bi rekel, čutili neko tako mrtvilo v študentskih domovih. Okoli študentskih domov so bile neke dosatne zelenice, ni bilo niti ene proper klopce, kamor bi se človek lahko usedel ali pa se pogovoril. Pa po drugi strani tudi v samem študentskem domu edino stvar, ki se je dogajala, so bile praktično ene žurke, dosti od teh je bilo z neko govejo musko, Lasi se ga napil, praktično to je bilo to. Vse so obstajali neke skupine ljudi, s katerimi se lahko pridružil, ampak drugi takega ni bilo. V glavnem v bistvu smo se oblikovala ena manjša skupina študentov, ki je šla na upravo študentskih domov in je vprašala, če lahko mi kaj naredimo študenti s tem okolico študentskih domov in v bistvu nas uprava podprla, da na nek način tudi mi sodelujemo. V tem smislu recimo nismo neka alternativa, kot sodelujemo z študentskimi domovi kot institucijo, ampak po drugi strani pa smo mi takrat čisto samoiniciativno vzpostavili dva vrtova, znotraj katerih smo mi vse stvari čisto avtonomno postavili, študentski domovi so nas finančno podprli in v bistvu to je pa bila naša neka prva aktivnost, da v bistvu oblikujemo oziroma uredimo nek prostor, ki bo namenjen druženju, učenju, pridelavi hrane, raziskovanju raznih novih načinov in hkrati poleg skrbi in urejanja tega prostora smo se v bistvu študenti tudi samoiniciativno organizirali in smo še organizirali različne delavnice v smislu, da smo naslavljali neke okoljske probleme, družbene probleme, ekonomske probleme, pa tudi neke čisto take praktične stvari. In v bistvu zaradi tega smo nastali, zato ker če bilo v študentskih domovih, smo čutili neko potrebo po nekem takem prostoru, da se še nekaj takega dogaja. Zdaj, zakaj smo mi alternativa? Mogoče nismo v samem, se nismo nikoli ukvarjali s tem vprašanjem, ali smo sploh alternativa. Mi smo se bolj ukvarjali z vprašanjem, koliko mi kot neka skupnost, kot neka skupina lahko skupaj nekaj naredimo, smo se bolj ukvarjali z vprašanjem naše samoiniciativnosti, koliko lahko mi čisto organiziramo neke stvari in v bistvu obogatimo neko študentsko življenje v študentskih domovih in koliko v bistvu mi kot nek kolektiv oziroma kot neka skupnost lahko sodelujemo in raziskujemo različne načine, kako se povezujemo in koliko mi funkcioniramo. Koliko recimo mi kot skupina lahko neke naše ideje uresničimo na tak način, da se jih da izvedeti in da so neko to skladu z našim razmišljanjem. Ja, jaz bi samo še dodala, da mogoče v čemer smo malo drugače, nismo nekako skladni mogoče najbolj, oziroma se noben temelj za to naše delovanje ni nekakšna politična ideologija. Nima veze, jaz si marksist, si neoliberalist ali si anarkokapitalist, važno, da ti tam delaš in drugi študenti imajo tudi bonitete od tega, čeprav mogoče ne sodelujejo na teh vrtovih. Ja, to je pa to, ampak bi pa tako malo shameless self-promotion, pa smo naredili, oziroma zelenjavno mineštvo, ston, če bo kdo hotel, to bi sam mogla umeti malo. Mi pa knjige za njih ponujemo. Preko glasila. Torej, tako, ker je Primož omenil... Pa majice. Tako, ker je Primož omenil,
nas financirajo študentski domovi in mi delujemo v navezavi z njimi. In po eni strani, pač mogoče se kolegi na drugi strani mize malo strinjali, mislim, mi smo dosti konformisti z tega vidika gledamo. Po drugi strani imamo pa alternativne načine odločanja, alternativne načine, kako dejansko, ne vem, kopati z sistemom, kako alternativno uporabljati javne prostore. Tako da, spet, kot je nekdo omenil, gre za tako alternativno kot tudi nealternativno delovanje. Poanta alternative je, da postane mainstream. Mogoče bi že jaz povedal glede naše organiziranosti eno stvar. In sicer pač organizirani smo tako, da imamo pač skupine študentov, ki pač skrbijo za posamezen vrt. In pač to je neka, kako bi rekel, ožja skupina zainteresiranih študentov, kjer se pač tudi lahko vsak pridruži. In pač to je recimo skupina študentov, ki pač skrbi za prostor, organizira dogodke. In po drugi strani pač pa dogodke, ki jih organiziramo, ali pa vrt kot uporabnika vrt, tako kdo sploh je uporabnik, so pa praktično pač odprt prostor in ga lahko uporabljajo vsi študenti in pač tudi vsi, pač to tudi izpostavljamo, vsak si lahko pride, si nabere hrano, si pač, zato ker itak so viški in jih pač delimo in je pač čist tak, pač odprt. Zdaj Drogart se politično pač ne opredeljuje, ampak v bistvu naše glavno vodilo je, da delamo za folk, tako da pač za uporabnike, če pač nas povabi v cirkus, delamo v cirkusu, pa tudi na Metelkovi, Kaški, v parlamentu, v glavnem vsi klubi pač ne razločujemo zdaj tako, da bi rekla, ja, v tem klubu je, pa ne bomo šli delati, ker si pa zmeri znova rečemo, kaj je najbolj pomemben je to, da smo pač tu za folk. Je pa res pač, ko delaš na več komercialnih partijih in tako si zelo vesel, da obstajajo tudi alternativne možnosti. Tako da pač pozdravljamo tudi to alternativno obrocovanje, ker v bistvu možnost izbire je ful pomembno, tako da je fajn, da je če dalje več izbire na to. Še nekaj izgledati? Modri? Ja, zdaj nekako, zdaj vprašanje, koliko jaz tukaj govorim iz kolektiva, koliko pa iz sebe. To je neka naša specifika. Ena od njih, da težko govorimo o vseh ostalih pisov znotraj našega prostora, ampak rečemo, se pravi, tle se večina kolektivov ukvarja z družbenimi tematikami, medtem ko smo mi vpeti v neko skupnost. Zdaj ne vem, lahko gremo do konca pa rečemo, da je družba mrtva in da je poanta ustvarjati neke točke zdravja, ki lahko furejo nekaj naprej in ene par ljudi tukaj se mi zdi, da to počne. Zdaj, pol je neko vprašanje norosti, ki se ga mi tudi do neke mere lotevamo, se pravi, kar na nek način predstavlja nek odmik od normalnega, odmik od konformizma, če je bil prej tam omenjen. Čeprav po drugi strani, če gremo po neko ekonomsko-politično analizo, smo pa še vedno isti kot vsi ostali. Ja, in je glavna stvar, se pravi, to, da smo znotraj roga, kot veliko spet ostalih prostorov tukaj, tako da na nek način to. In da je rog eden redkih javnih prostorov, ki obstajajo, da je dejansko, mislim, prostor, kjer ljudje res veliko časa preživijo not in se morajo in tudi odločajo glede tega, kaj bo s tem prostorom. In je to neka izkušnja, ki jo pač drugje redko dobiš. Tudi zdaj, ko je bil ta 6.6. in potem, kar se je dogajalo, tudi večina ljudi, ki sedi za to mizo, je pomagala. Pa tudi to, da smo danes v bistvu tukaj. Ne vejo vsi, kaj bo 6.6. Dobro. No, naprimer, ne, toliko smo vpeti v točno to, kar počnemo, da pozabljamo na zunaj, ampak obenem se pa razlivamo na vzven in zunanjost prihaja not. Tako da to imamo. Kaj pa 6.6? Kako se zdela družba. Ja, takrat je družba hotela vdreti. In tudi
področje. To se tudi zdi. Če mogoče počasi zadevo pripeljemo k koncu, bi zaključil s tistim obljubljenim prej, torej da predstavite nekako, kako se lahko vsi prisotni priključijo, tisti, ki že niso seveda vključeni v te organizacije oziroma kolektive, kako se lahko priključijo in katere dogodke organizirate v prihodnosti, obenem pa tudi pač pozivam publiko k vprašanjem, ki so se pojavila morda ob teh predstavitvah, pa mogoče spet začnemo v krogu. Ja, pač vse načeloma pač dovolje, da se pač tam gre na Facebook, pač stran od radija, da se v bistvu zdaj konstantno spema, pač ne vem, spema je navodila za priključitev, pač ampak v osnovi, kakor vem, je to, da pač vsaka redakcija ima nekako svoje, pač pošljaš nek življenjepis, neko delo, ki je vsaj približno pač vezano na področje, ki ga pač ta redakcija pokriva, se pravi, pošljaš pač nekaj na kulturo, verjetno bo pač to nekaj kultura. In potem so pa peticije do januarja, kar vem sam za kulturo, pač v glavnem pač prideš noter, te trije ljudje sprašujejo neumnosti in potem pač po nekaj času veš, sprejeta ne in greš na uvajanje in potem se pač uvajaš nekaj mesec, pol, kaj tazga, potem pa lahko začneš služiti 3 evre na prispevka, nekaj Zdaj ni toliko, da bo 1 evro po pol na uro. Ja, dogodki pa ne vem, kaj pač sam radio dela, ne sluša prispevke. Rojstni dan bo naslednji mesec. Vse Metevkovski žur, rojstni dan, Radio Študent, naslednji mesec, pridite, pustite tam svoj znar, Radio Študent, da z veseljem vzel. Ker jim bo šel jemlje. Klubski maraton. Pa piknik nek organizirate zdaj na domu. Piknik je naslednji ali še en teden kasneje. 18. v torek. Kdaj? 18. v torek. 18. naslednji teden. V Rožni dolini vsi vljudno vabljeni. Bo tudi možno ogled Radio Študent. Pa roštilj bo na balkonu. Zdaj v bistvu, ja, ko se tiče Sindikata Mladi Plus, mi smo vedno dejansko odprti za nove aktiviste, ki se lahko pač priključijo ekipi, kadarkoli želijo. Sicer imamo enkrat ali dvakrat na leto pač poseben poziv za pač nove aktiviste, ampak dejansko imamo odprta vrata, dobesedno naša pisarna je vedno odprta, razni pozivi, ker fulno zelo. Ja, pač lahko kadarkoli pač noter vletite, če imate kakšnekoli vprašanje, če bi radi sodelovali, če vas področje dela, dostojnega dela prekarnosti, pripravništva, kar te zanima, ste vedno vabljeni, mogoče tako za naše člane, kot pač ponujemo, predvsem je brezplačno pravno svetovanje, se pravi, če prijete v kakšno dilemo, če nima, ne vem, če vam kdo ni izplačil plačila za upravljeno študentsko delo, smo tukaj, da vam dejansko pomagamo, ali pa ne vem, kakšne terjate, če je potrebno. Potem imamo tudi številna svetovanja za tiste, ki bi radi šli študirati pa delati v tujino. Mogoče ste na koncu leta malo preveč zaslužili prek študentskega dela, pa morate davek plačati, pa ne veste, kaj s tem, tudi to vam lahko pomagamo, vam svetujemo. Ko se izogniti plačilu davkov. Ne, nam je izogniti, da bomo pustiti vam pač šabelj. Ne bomo zdaj, nagiba se pa ne bomo. Poslovna skrivnost. Tako je, ja, daleč pa ja, smo vedno odprti za nove aktiviste, tako da ja, vljudno vabljeni. Mogoče od dogodkov oziroma večjih zadev, ki trenutno delamo, dejansko začnemo z malo večjim projektom, ki bo predvsem naslavljal to dostojno delo, dostojne zaposlitve. Predvsem se bo projekt tudi v tej smeri, da bomo pač mladim ponujali številna usposabljanja, ki bodo dejansko koristna za vas, kot na primer kreativno pisanje, fotografija, dizajn, web dizajn in pa potem tudi v okviru projekta bodo kratkoročne zaposlitve, kjer boste lahko ta pridobljena znanja izkoristili predvsem z sindikalnim delom v nadaljevanju. Zato za več informacij info@mladiplus.si. Zelo smo aktivni na Facebooku, nastavite Mladi Plus. Spletna stran je pa v prenovi in je iz prazgodovine, tako da
To je tako, če že morate, no. Ja, v bistvu ta en del bom že imel ukradla, tudi mi rabimo nove aktiviste, aktivistke smo zmeraj odprti. V bistvu bom kar tako rekla, isto že od svojega obstoja, kadrovsko podhranjena, ampak še nekaj moram naprej. Tako kot sem že rekla, konec oktobra, se bojim, da bo glih 27, isto kot za drugatorja. Moramo več sodelovati, očitno. Bomo imeli to uvodno srečanje, o katerem sem govorila prej. Je pa tako, če vas kako področje posebej zanima, recimo feminizem ali pa okoljevarstvo, tudi s tehnologijo smo se nekaj časa ukvarjali, vprašanje odprte in zaprte kode, naprimer, in tako naprej. Če vas kaj takega zanima in seveda nekega ekonomsko-političnega vidika, se lahko direktno nek delovni odbor včlanite. Če vas recimo na vaši fakulteti moti to, da se pisnina povišuje ali pa kaj tazga, tudi na fakultetah delujemo preko fakultetnih celic, ker člani in članice iz iste fakultete v bistvu naslavljajo te lokalne problematike. Takrat sem že rekla, ta pisnina kot neka prikrita šolnina je vedno večji problem, tudi kaj drugega, tudi slabo predstavništvo v študentskih svetovih, v študentskih organizacijah lokalnih. Tako da ja, zdaj za več informacij bi vas tudi usmerila na naš Facebook, pa na našo spletno stran studentska-iskra.org, da lahko malo več izveste o sami organizaciji, tudi če vas priključitev zanima, ali pa če imate kakšno vprašanje, kakšne pomisleke, dajte pisati ali prek Facebooka, preko maila, kakorkoli, vsi odzivi, tako da ja, to bi mi bilo. Ja, ne, vse v redu, pač bolj glasen bom. Mi imamo v bistvu kar nekaj dogodkov, zdaj do konca leta sicer ne spet v torek se je začel branje seminar iz historične sociologije, skratka, tam se to je vsak torek ali sredo, nisem prepričan, pogledajte na naši spletni strani www.delavske-studije.si. Skratka, branje seminar o tem, kako smo prišli do tega stanja, ki se mu reče kapitalizem v nekem zgodovinskem smislu. Kmalu začnemo z branjem seminarja o politični ekonomiji okolja. Naslednji mesec organiziramo večji dogodek o delini ekonomiji, skratka o raznih Uberih in podobno, kjer bomo razpravljali o tem, zakaj to ni tako cool, kot se nekaterim zdi. Sicer pa za vse morebitne informacije o naših dejavnostih pustite mail pri tistem visokem četnem fantu v plašču, ki sedi tam pri šanku, Draganu, ki ima listo, na katero vpišete svoje mail naslove. V tem unem boksu pa lahko vzamete majčke in hipsterske platnene torbice s podobo Marxa. Pri koridorju iščemo nove člane, nove pisce. Kdor se želi pridružiti, ne nam piše na naš Facebook, na Message, ali pa na e-mail naslov koridora na glavno uredništvo @gmail.com. Mislim, da bomo imeli povodni sestanek 25. oktobra na Filofakšu. To bomo tudi naredili preko Facebooka. Tudi druga vedno išče nove prostovoljce, ker boste kdaj začutili željo, da se na žurih ne samo zabavali, ampak tudi če pomagali bolj tistim, ki malo pregloboko pogledajo v kozarc ali pa ki malo preveč ali pa narobe vzamejo. Ste tudi dobrodošli, zato ker mi je tako vodilo, da mladi delajo za mlade, tako da je to fajn, sploh študenti so tudi dobrodošli. Tako da v bistvu lahko si preberete malo na spletni strani od Drogarta, drugače pa lahko pošljete mail na marko@drogač.org, pa vam potem vse naprej povedal, kaj in kako. Drugače tako v bistvu 2 popoldneva pridete, izobraževanje, pa naredite še krajšo prvo pomoč, en kratek izpit, ker je veliko bolj lahko, kot tisti na faksu. In pa v bistvu lahko začnete z delom. Je pa delo v glavnem na žurih, prireditvah, pa informirajo se tudi na procentku Ljubljane, tako da če boste začutili željo, vsi vabljeni. To ful bolj zabaven kolektiv je, kakor preostali. Ja, to ne Ja, tudi študentski skupnostni vrtovi, vse skozi sprejemamo nove člane, ki se pač lahko pridružite, pač kadar hočete. Drugače nas najdete na Facebooku, študentski skupnostni vrtovi, imamo Facebook stran, pa 2 Facebook skupine, v kjer se lahko pridružite, so bolj namenjene organizaciji, so pa študentski skupnostni vrt Mestni Log, pa študentski skupnostni vrt Rožna dolina.
Drugače naslednji teden v torek organiziramo uvodni sestanek v Rožni dolini in v sredo v Mestnem Logu. Lahko na Facebooku pogledate. Drugače pa pač ja, vabljeni vsi, ki pač vas zanima permakultura, delo z zemljo, ekologija in na drugi strani skupnost in neka samoiniciativnost, nekaj v tem smislu, pač neko delovanje v skupnosti in organiziranje, pač ste vabljeni. Po drugi strani pa mogoče tudi vse ostale kolektive povabil, pač mi imamo prostore in pač če ima kdo kaj zapovedati in bi rad to predal študentom, lahko organiziramo lahko delavnico skupaj, lahko predavanje organiziramo, pač ja, vabljeni vsi. Če sem imel še eno zadevo, eno zelo pomembno zadevo pozabil, torej v 5 letih sindikat članov zaposluje. Imamo eno prosto delovno mesto na voljo, tako da če koga zanima, pejte naši spletno stran, pa se prijavite. Delovno mesto ni oddano, tako da gre vse po predpisih, bodo razgovori in tako naprej. Tako da, Če rabi prošiti. Slučajno. Mi smo uradno registrirani kot zadruga, to pomeni, da odčlanjujemo člane, sicer je obvezni prispevek, katerega vrednost ne bom razkril, ker ga se mogoče odvrne od tega, da se bi učlanili. Kakorkoli na Facebooku redno objavljamo teme v zvezi s stanovanji, imamo tudi spletno stran zadruga.org, ker smo organizacija. Najbolj pomembna stvar, ki se bo zdaj odvijala, je konferenca 27. oktobra, kjer bodo prišli zadruge iz tujine, kot sem že omenil, zelo hude zadruge, naprimer, sam eno omenim Meral Svonen iz Švice, v kateri živi 1100 ljudi, gre za celotno sosesko, ki je zadružno organizirano. Tako da to pridite poslušati. Kasneje, v petek, potem 28. se bo v socialnem centru odvijala predstavitev Mietshäuser sindikata, kar je nemško združenje stanovanjskih organizacij. Kasneje, po tej konferenci bomo izdali en zbornik, s katerim bomo šli po Sloveniji predstavljati zadružništvo in se lahko zamenim, da pridemo v Stockholm. Drugač pa pač pišite nam, lahko prijete tudi do mene po koncu tega dogodka, če koga kaj več zavisi. Jaz sem že povedal več, se pravi, imamo Facebook stran Modri kot, tam sledite eventom, drugače se pa dejte na mailing listu, pa zdaj se začenja v bistvu večerni program v Modrem kotu, bo bralna ambientalna, sobota, sam da je četrtek. Je pa isto, kot se rekel... Vse boljš, kot se sliši. Je pa... Sprav, kot neko glasbeno, poetično soustvarjanje, se pravi, greš na Etherpad, kot nek Google Docs, potem pišeš poezijo in jo nekdo drug ali pa ti interpretira čez glasbo, ki jo pa nekdo tretji igra. To je to neke te post-mod scene, pa so pa zraven, bo pa, se pravi, kaj so prave besede, ste pa vabljeni, v bistvu si bomo dali sidrišča, neke pač 4 besede, ki so sprav izobraževanje, učenje, vednost, vzgoja in pač govorili o tem, kaj to pomeni, glede na to, da boste del tega naslednje 4 leta. Malo to že cel svoj life, tako da... Je slučajno že kakšno vprašanje iz publike? No, potem bi vas pa povabil k udeležbi na preostanku tega predavanja, torej kot je Matej že omenil v Modrem kotu, potem obljubljal se nekaj puter, tudi od zun. Ja, res pete jaz, ker je čorba skuhana. To je tam za Bugalom, za Modrim kotom, tako da pejte se na jaz. Potem je še koncert, če sem še kaj izkustil. Ja, mislim, na koncertu bo ful hodo, bojo mrtvi, Blue Towns Radio, Haiku Garden pa Revolution, ko bendi odšpilajo, bosta, tudi še eno rap presenečenje pred Revolution, ko bo ful hodo, obljubim. Potem pa bosta še 2 DJ-ja, Blažen med ženami pa... Jaka Špiler. Jaka Špiler. Jaka Špiler, ja, se reč, še 2 DJ-ja, tako da žurka bo ful huda. Še bil kdo pomanjkljiv, ga lahko zdaj dregnete, dokler vam ne pobegne na katerega izmed teh dogodkov. Pa ja, hvala, ker ste prišli in poslušali. Hvala vsem sogovorcem.
Kako se to?